10 000 mostov v Evropi je žal v slabem stanju. V podjetju Devesoft Monitoring razvijamo rešitve, ki pomagajo nadzirati to situacijo. Več o tem pa lahko zveste v oddaji Potencial moje mladosti. Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli v še eni epizodi oddaje Potencial moje mladosti. V veliko veselje in privilegij mi je, da lahko danes pozdravim gosta Dino Florjančič iz podjetja Devesoft Monitoring, morava dodati tokrat, ne? Ja. Gostil sem že osebe iz Devesofta, vedno so neke zanimive zgodbe, ampak tokrat je Devesoft Monitoring. No, me prav zanima, kako boš predstavil zgodbo, kako bi se ti predstavil sebe in vaše podjetje, Dino. Ja, jaz sem Dino, sem inženir aeronautike. Z podjetjem Devesoft Monitoring smo pa začeli 10 let nazaj. To je bilo mogoče takrat ta prvo hčerinsko podjetje v Devesoftu, katerih se je zdaj nastalo že kar nekaj potem. Takrat sem to podjetje soustanovil skupaj z Devesoftom in Juretom Knezom. In po 10 letih imamo danes kar močno ekipo, nas je okoli 20 in delamo senzorje za nadzor vibracij na mostovih, na vetrnih elektrarnah, na nebotičnikih. Po celem svetu, ne, kot si predstavljam. Ima pa ta zgodba res zanimive začetke, ne. Že malo so se prej med hodniki, ne, pogovarjala, kot vedno pred oddajo z gosti. In sem ti poudaril, da mi je ta zgodba še posebej nekako zanimiva, ne, ima take tipične podjetniške začetke, s katerim se tudi jaz recimo lahko nekako poistovetim, pa verjamem, da se bo še marsikdo drug. A mi malo orišeš te vaše začetke oziroma tvoje začetke podjetja pred podjetjem, ko ste šli tudi skupaj na dirkalno stezo v Italijo. Ta del me malo zanima, torej background malo načniva pred samim podjetjem. Ja, jaz sem Jureta spoznal kot študent. Smo imeli eno ekipo Formula Student na Univerzi v Mariboru, Fakulteta za strojništvo. Takrat smo bili kar zagnana ekipa in on je to nekako prepoznal. Imeli smo veliko sponzorjev, ne, ampak z njim sem se nekako najbolj povezal, bil je najbolj odprt. In potem sva kar ostala v stiku, no. Delal sem tudi prakso pri podjetju Devesoft, takrat, ko sem študiral v tujini. Pozneje, ne? Vmes si šel še v tujino študirati? Ja, študiral sem potem tisti drugi del, ne, masters na TU Delft na Nizozemskem. Ampak me je zmeraj vlekel nazaj v Slovenijo, tako sem pol tudi prvo priložnost, ko je bila, da delam to pol leta prakse, sem delal kar v Sloveniji, ne, v Devesoftu. Takrat smo bili še naprej v stiku. Potem se je pa faks zaključil, sem pa mogel nekaj začeti resnega, ne. In sva se tudi kmalu dobila z Juretom in imel potem on ene ideje, kaj bi lahko jaz znotraj Devesofta ustvarjal, ne. V bistvu mi je ponudil nekako tri različne segmente, ne. Dve sta vključevale ene zadeve v Devesoftu, da se tam zaposlim. Ta tretja pa je bila ustanovitev podjetja skupaj z Devesoftom, kjer bo Devesoft večinski lastnik. In tam je bila potem najbolj všeč, tako. In sem se kar takoj odločil za to, brez nekaj razmišljanja. V tistem trenutku, a si rabil vsaj noč, dve, da si prespal, razmislil? Ne, mislim, da sem kar pač tako, vzela sva si en dan, sva malo debatirala, pa je bilo na koncu dneva vse jasno. Okej. To mi je bil tudi zanimiv del te zgodbe, ne, kajti veliko tega si lahko preberemo v Mestu akrobatov, ne. In ja, ravno te tri ponujene opcije, dve ste bili neki tehnični poziciji znotraj podjetja, tretja pa malo bolj riskantna, ne. Ja. Ki v bistvu je na meji tega praktično, kot bi sam odpiral podjetje z nekim podpornim okoljem, ne. Zdaj, do tega pomembnosti podpornega okolja še prideva. Ampak zanimiva stvar, ki si jo zapisal in večkrat ponovil tekom tega intervjuja, je, da če bi takrat vedel, kaj vse te čaka, kakšno pot bo treba prehoditi, da boš toliko in toliko let na minimalcu, če se tako izrazim, minimalni plači, da bo šele čez toliko let sploh, bom rekel, stabilno poslovanje in šele čez, ne vem, 7 ali 8 let prvi tak vidnejši
dobiček podjetja. Ne? Ja. Da vprašanje, če bi se takrat odločil za to. In meni je to zelo z lahkoto se poistovetim s tem. Vedno sem rekel, če bi vedel, kaj me čaka na podjetniški poti, vprašanje, če se ne bi takrat iskal neko zaposlitev. Ampak verjetno bi moj podjetniški duh slejka prej prišel na površje ne bi in bi ven izbil. Ne? Tako da tukaj je to malo fascinantna taka zgodba. Ja, to me res zanima. No? Če bi vedel, da me to in to čaka, če bi toliko časa hodili to pot, ne bi. Kako gledaš danes na to? Ja, zato je pa dobro, da takrat tega ne veš. Ne? Sploh, ko si še pač direkt iz faksa zagnan, se s tem pač ne smeš preveč obremenjevati. Pred mano bi takrat že en ta projekt Formula Student, kjer smo začeli čisto iz nule, ne? Pač naredili smo to ekipo in smo tudi se kar mučili od začetka, pa si potem, ko smo na nek nivo prišli, ne? Si rekel, pa bi šel zdaj še enkrat čez vse to, ne? Ampak pa zgleda se vsem zmer odločiš, ne. Tako da, ko sem pa začenjal s tem podjetjem, se pa o tem nisem spraševal, si pa nisem mislil, no, niti približno, da bo res toliko časa trajalo, ne. In da bo toliko enih preprek. Ampak ja, mislim, če bi zdaj izberal še enkrat, tega itak ne bi vedel, tako da bi se isto odločil. Lepo si povedal, dobro je, da takrat tega ne veš. No, zdaj mi pa manjčkrat še opiši, kako je pa dejansko potekala ta pot od točke nič, da tako rečeva, pa potem dejansko do stabilizacije poslovanja, potem ste odprli italijanski trg, kot sem bral, ne? Sam razvojni del, pa potem je bilo na neki točki potrebno še nekoga zaposliti, ne? Ja. Tukaj si omenil Aleksa kot eno najboljših odločitev tvoje podjetniške, tako naprej. In vse do nekega dobička in pa približno, kje ste danes. Ja, takrat, ko smo začeli, bila ideja, da bomo delali nižje cenovne merilne naprave za prodajo prek spleta. Podjetje se je imenovalo Monodag, to je bil v bistvu nov brand, ki smo ga takrat naredili, ki je bil mišljen, da bo tudi promoviral uporabo Devesoft programske opreme z širšemu naboru strank. Ampak to se ni najbolj obnesel, prve 2-3 leta to je bil naš prvi, bi rekel, poslovni model, ki pa ni nekako prinašal dovolj prihodkov. Tako da smo se morali potem na tisti točki odločiti, ali to s tem zaključimo, ali se pa preusmerimo, ne. In takrat smo imeli razvito neko tehnologijo, ki nam je omogočila tudi ta dolgotrajni monitoring, ne. Iz začetne platforme smo lahko izvedeli ene produkte, ki pa so se takrat izkazali, da bi bili lahko zanimivi za recimo italijanski trg monitoriranja mostov. Tukaj nam je potem veliko pomenilo, da je en Devesoftov prodajnik iz Italije prišel s to potrebo iz trga, ne. Mi smo imeli en del tehnologije, morali smo pa biti zelo hitri in hitro odreagirati. Imeli smo takrat dovolj močno razvojno ekipo že, da smo pa lahko ta produkt dali zelo hitro na trg, da je stranka dobila testne kose in potem, to je bilo tam leta 2018-2019, smo v bistvu prvi prototip naredili, ampak potem je trajalo, ne vem, še od takrat naprej 3-4 leta, da so prišli do prvi posli iz tega, ne. Razumem. Povej mi še, koliko se ti zdi tukaj pomembna vloga ekipe kot take, ne? Malo si tudi omenil pred oddajo, da nekako, in tudi sam imam take izkušnje, da če je nekdo bolj tehnično podkovan, tehnično usmerjen, ponavadi je bolj razvojno usmerjen, ne, najprej razvoj, mora biti popoln izdelek, tako ponavadi imam takšne izkušnje, ne. Si dejal, ampak moraš se obkrožiti tudi z drugačnimi profili ljudi, verjetno, ne? Ja, sigurno. Prvi partner, ki je bil v podjetju že od začetka, je v bistvu Aleksander Klemenčič, ki je izjemen tehnično podkovan, prej sva delala že v Formula Student skupaj in ja, to je bilo največ vredno v prvih letih, da so se midva skupaj učila, kako ustvarjati produkte. Potem po 3 letih se nam je pridružil pa še Rok Mesar, ki je pa danes vodja prodaje. On je pa pripeljal še en drug aspekt podjetništva, prodaje, on ni inženir, ne, in je potem nam pomagal z drugega zornega kota pogledati na celo situacijo in takrat smo pa potem zares postali, po mojem, ta pravo podjetje, ne. In mi trije še danes vodimo to podjetje, smo solastniki, torej poleg Devesofta smo mi največji manjšinski solastniki in potem so se nam pač pridružili še ostali in smo gradili ekipo naprej. In danes se šteje koliko? Danes nas je pa 17 zaposlenih, nekih zunanjih sodelavcev, tako da ekipa je kar dobrih 20 ljudi,
ki dnevno dela na teh proizvodih, podpira te stranke. Zdaj ste pa že res pravo mednarodno usmerjeno podjetje z vsemi funkcijami, ne, in tako naprej. Od komercialnega, marketinškega dela tudi predvidevam, ne samo razvojnega. Ampak da se vrneva na esencialno, kaj sploh vi ponujate na trgu. Omenil si malo sicer merilne, bom rekel, naprave in software za merjenje vibracij in tako naprej, ampak nam mogoče laikom na tem področju, če malo razložiš, kaj sploh to je data acquisition in industrija. Ja, glej, danes je več kot 10.000 mostov v Evropi, ki so v kritičnem stanju in kritičnem, so v slabem stanju, ne, ker so stari že več kot 50 let, nekateri 100 let. In to zahteva neko potrebo po meritvah raznih veličin na mostovih, kako zdaj ugotoviti, ali bo ta most ali v kritičnem stanju, ali ga je potrebno sanirati, ne. In ker jih je tako veliko, ne moreš vseh sanirati naenkrat, zato se razvijajo neke metode, kako narediti neko, bi rekel, shortlist, ne. Seznamnik, ne? Ja, seznam. In zato mi ponujemo en del teh rešitev, ponujemo senzorje, ki merijo vibracije, merijo pospeške na teh mostovih, pa tudi raztezke, temperature in druge veličine. In pač zajemamo te fizikalne pojave v, bi rekel, električno, računalniško, digitalno obliko, da je potem možno podatke obdelovati, ne. To je zelo veliko podatkov, se zbira ves čas in potem naše stranke uporabljajo razne algoritme na teh podatkih, iz katerih skušajo ugotoviti, v kakšnem stanju je neka konstrukcija. Pravi, če bi malo poenostavila, iz teh fizikalnih, bom rekel, efektov, dejavnikov, da pride v neko uporabno bralno vrednost, ki jo lahko odčitamo in potem uporabimo pri odločitvah nadalje, ne? Če poenostavimo mogoče. Ja, tako, ne. Tako kot ko greš zdravniku, ne, moraš narediti MR, ne, potem pa lahko tisto, recimo, obdelaš, kaj je s tvojim kolenom. Ja, Dino, evo, super pogovor, odprla sva neke zanimive teme, malce si nas tudi prestrašil s to kritičnostjo stanj mostov v Evropi, ampak dobro, da je v pravih rokah, ne. Pogovor pa nadaljuje čez nekaj trenutkov. Ostanite z nami, ne zamudite drugega dela mojega pogovora z Dinotom. Pozdravljeni in dobrodošli nazaj v drugem delu današnje oddaje Potencial moje mladosti. Še vedno sem v družbi Dina Florjančiča iz podjetja Devesoft Monitoring, ne. Odprla sva zanimivo debato, malce sva se pohecala, da si nas prestrašil s tem kritičnim, skoraj kritičnim stanjem mnogo katerih mostov po Evropi, ne. Ampak jaz vedno pravim, zatiskati si oči pred resnico je slabše kot resnico spoznati, ne. Definitivno se tudi jaz osebno bolje počutim, ko bom prečkal kakšen most, zdaj ko vem, da so opremljene ti mostovi z vašo senzoriko, vašimi napravami, ne. Zdaj me zanima, imate kakšno realno konkurenco v Evropi, na svetovnem merilu, kako se recimo s tem spopadate, ali vi ste bili dejansko eni prvih na trgu s tovrstno rešitvijo? Ja, konkurence je kar nekaj, ne, imamo bolj tradicionalne merilne metode. Mi smo takrat bili verjetno prvi, ki smo naredili dobro industrijsko rešitev na podlagi tako imenovanih MEMS pospeškomerov, ki so takrat prišli na trg in smo jih dovolj hitro implementirali v našo arhitekturo. Konkurence je veliko, ampak smo kar dobro pozicionirani, ker smo vendarle že od samega začetka zraven, sledimo strankam dnevno, ne, se prilagajamo in ves čas izpopolnjujemo našo tehnologijo, ne. Tudi produkte, ko jih prodamo že v velikem številu, ves čas, prav letos smo recimo eno novo revizijo dali na trg, kjer smo naredili neke manjše spremembe, samo zato, da je uporabnikom čim lažje, ne. Da jim je čim bolj enostavno uporabljati te stvari in da se ne ukvarjajo s težavami, ki se lahko s tehnologijo že rešijo. Se pravi, veliko dajete tudi na ta user experience, user friendliness, da je lažje uporaba končnemu uporabniku, ne. Bi rekel, da je to neka vaša prednost na trgu tudi, ne? Ja, sigurno. To smo se tudi naučili recimo od Devesofta, ne, ker tam je pa ekipa na čelu z Juretom Knezom že toliko in toliko let pred nami ugotovila, da moraš res imeti poudarek na tem, da inženirji imajo čim manj dela s tvojimi napravami. Ponavadi te inženirji strojništva, inženirji gradbeništva
ne marajo preveč elektronike, ne, in signalov in senzorjev, ne, ker njihov osrednji problem je strojni, mehanski, morajo pa potem uporabljati neke senzorje, ki so bolj ali manj elektronski, ne, da pridejo do podatkov, ne. In ta pot vmes jih nič kaj ne veseli, ne, ker to ni njihova glavna branža, ne, in zato potem je naša naloga, da jim to čim bolj poenostavimo. Si predstavljam, ja. Saj to je eden izmed gradnikov nekega uspešnega podjetja, koncepta, ideje, ne, da ti prepoznaš najprej potrebo na trgu, kje so neke vrzeli, pa tudi ta ozka grla pri sami uporabi, ne, kje bi mogoče uporabnik nekaj lahko cenil, kje bi mu olajšal bolečino in tako naprej, ne. Omenil si pa vmes tudi spet ekipo in Dewesoft in gospoda Jureta Kneza, ne. Dajva se majčkeno vrniti nazaj. Prebral sem, da ti je takrat gospod Jure Knez ponudil, da ste šli skupaj si ogledati s podjetjem Dewesoft v Italijo na eno dirkalno stezo, ne. V bistvu takrat ravno se ti nekaj ni poklopilo na urniku, tako da ta zgodba se mi zdi dobro oriše ta duh Dewesofta kot takega, ne. Se mi zdi, da to tudi ni naključje, da je Dewesoft danes tukaj kot podjetje, kjer je, ne. Drugi del vprašanja, kako pomembno je to podporno okolje, ki ste ga imeli na voljo, ne? Ja, ta anekdota, ne, ki je resnična, se je takrat zgodila, ko sem bil še na faksu in smo prišli na Dewesoft s ekipo Former Student, so nas tam podprli, pa smo se nekako pogovarjali in sem jaz Jureta omenil, da če bodo šli kdaj na kakšna dirkališča, če bodo delali kaj v tej avtomobilski industriji, to mene ful zanima, da bi šel kdaj zraven in tako naprej, ne. In je pol on res čez nekaj mesecev mi napisal mail, ne, zdaj pa gremo, ne, če bi šel zraven, ne. In takrat sem bil še študent, pa sem imel neki izpit takrat, ne, in ne vem, kako sem zakaj so bile take prioritete, ampak jaz sem rekel pač, da takrat na pojen datum jaz ne morem iti, ker bi res rad tisto zaključil, drugače bo ten čez eno leto šele drug rok, ne vem kaj. Meni smo ta projekt vzel veliko časa. Ampak potem mi je pa Jure napisal, ok, bomo pa mi prestavili to potovanje, ne. Ja. Ok, ne. To bi bilo zanimivo, ne? Ja, tako da pa sem se pa lahko udeležil, ne. Tako da očitno si bil pripravljen vzeti kar nekaj časa in me to itak zelo navdušilo, ne. Jure je danes še vedno enak, ne, vzame si čas res za marsikaj, ne. In ja, na ta način smo začeli in sigurno na ta način delujemo tudi še naprej. In tudi mi si skušamo naprej vzeti čas za koga in ja, to je bil dober začetek. Čisto iz radovednosti, kaj ste takrat videli, kaj si se ti naučil na tistem izletu? Naučil sem se, da ne vem, počutil sem se dobro, no. Videl sem, da kako približno deluje. Bila je tam ena ekipa, še dva inženirja sta bila poleg Jureta, ne, za katerega sem šele potem z leti izvedel, da sta v bistvu dva vodilnih inženirjev v Dewesoftu. In je bilo pač zanimivo, no. Takoj smo se razumeli. Predvsem sem se počutil zelo sprejetega, no, to bom rekel. To mi je bilo največ vredno. To si tudi zapisal v tistem članku, ja. Samo podporno okolje, možnost biti del tega, da imaš dostop do tega know-howa, izkušenj, informacij, ko jih potrebuješ in celotna infrastruktura in tako naprej, ki ste jo bili deležni, ko ste pač vstopili v to zgodbo skupaj z Dewesoftom. Koliko se ti zdi pomembno v vaši zgodbi in na splošno imeti eno takšno podporno okolje, ko si na začetku neke podjetniške poti? Ja, mi smo že začeli v bistvu, ne, v tem podpornem okolju, nikoli nismo bili čisto samostojni, ne. Mi smo bili prav ustanovljeni, ne, strani Dewesofta. In je zanimivo, da ko ustvarjaš tako z eno večjim podjetjem v zaledju, ne, ti daje to seveda nek komfort, ne. Na začetku pa je vsaj nas tudi to do neke mere omejevalo, ker smo se mogli držati nekih mogoče prodajnih smernic, ne. In to vedno povem, ne, da nas je na začetku nekaj časa malo omejevalo, ne. Ampak zdaj, ko smo prišli pa do te faze ali pa že par let nazaj, no, ko smo šli v nek stabilen scale-up, ne, takrat pa bi itak iskali partnerje, ne, kot večina podjetij. In nam pa tega ni bilo treba narediti. In v tej drugi fazi je to dosti več vredno, mogoče kot na začetku, ne.
ker nam pač imamo res infrastrukturo, imamo neko ime zadaj, prodajno mrežo. Na samem začetku je pa meni osebno to največ pomagalo, ne, kot da sem pač se lahko učil od ljudi, ko so to že dali čez, ne, Jureta, Andreja, ne, Tilna in vseh ostalih v Devesoftu. Imel sem stik s prodajniki po celem svetu, ne, ki so mi dali neko širino, ne. To, da je Devesoft globalno podjetje in si lahko zraven, je pač to je veliko vredno, no. Tako da najprej je bil ta največja pomoč je bila, bi rekel, osebnostna, ne, potem pa je tudi podjetje od tega imelo vse, kar rabi, ne. Je prišlo tudi to do izraza, ne? Ja. Verjetno si se tudi ti učil od ljudi, kot so gospod Jure in ostali, ne, v podjetju. Tudi to se mi zdi nekaj neprecenljivega, da imaš nekega mentorja, ki je neko pot že prehodil, ne. Ja. Jaz bi tudi tako rekel, da danes mladi to potrebujejo, ravno to mentorstvo, ne. Kako ti gledaš na to, če se zdaj nek mlada oseba ima ambicijo, željo, mogoče še apropos na to, danes pogosto slišimo, da mladi niso ambiciozni, nimajo neke volje in tako naprej. To, da bi radi vse na hitro, do tega še pridejo v zadnjem delu, ampak ta del me zanima. Dobro, neka mlada oseba, ki pa bi rada nekaj razvila, kako ji pomagati na začetku? Kaj bi ti svetoval? Ja, mislim, da nekdo, ki začenja, rabi mentorstvo, pa rabi svobodo, ne, oboje. In to smo mi tudi imeli, ne. Imeli smo dovolj mentorjev, katerim smo lahko prišli po nasvet, kadar smo želeli, hkrati pa nas oni niso preveč, bi rekel, da bi nas omejevali, ne. Smo imeli veliko svobode, ne. To je po mojem ključno. Ti pa zmeri to sodelovanje, ne, te pogovori ali pa skupne izkušnje, saj meni je to zmeraj da največ motivacije, ne. Zdaj, če sam sediš pa študiraš, kaj boš naredil, ne vem, pač ni nekako, saj jaz ne morem, ne, tako delovati, ne. Na ta način pa se rodijo nove ideje in predvsem neka motivacija. Nekdo, vidiš, da nekomu to pomeni nekaj, kar delaš, ne. In to verjetno je mogoče to tisto, kar mladim manjka, ne, da pač ne vejo, da to, o čemer razmišljajo, kar lahko naredijo, da bo nekomu veliko pomenilo, ne. Prav ta feedback in pa občutek skupnosti, ne. No, do tega prideva v zadnjem delu najinega pogovora. Gledalke, gledalci, ostanite z nami, garantiram vam, da bo tudi zadnji del najmanj tako zanimiv, kot sta bila prva dva. Se vidimo. Dobrodošli v še zadnjem delu tega res zanimivega pogovora, v katerem sem vsaj jaz do sedaj užival, pa verjamem, da tudi vi. Še vedno je z mano seveda Dino Florjančič. Dino, načela sva zanimive tematike, debate od vaših začetkov, kje ste zdaj, na svetu mladim in tako naprej. V zadnjem delu bi se še malo fokusiral na ta del potenciala mladih, a ne, sploh pri nas v Sloveniji. Zdaj, zanimivo me je tudi, ko so se pogovarjali, si vedno omenil, da si ves čas nekako prizadeval, imel to vizijo vrniti nazaj v Slovenijo, tudi ko si bil na Nizozemskem. Moje osebne predvidevanje, nisem študiral v tujini, pa je bila to moja želja in ravno takrat je sovpadalo z ustanovitvijo prvega podjetja in sem se nekaj moral odločiti, ne. Ti si imel gotovo to možnost, bi prepoznali v tebi nekega perspektivno mlado osebo. Sam poznam precej nizozemsko kulturo, imam sorodnike, sem bil 3-krat tam in vem, da so zelo ambiciozni. Nekateri jim rečejo tudi evropejski Američani, ne, so zelo odprti, tehnološko in tako naprej, a ne. Zdaj, zagotovo bi z veseljem pograbili priložnost, da bi te nekje angažirali, zaposlili ali pa v raziskovalnem segmentu, tako naprej. Ampak ti si imel ves čas vizijo, vrnil se bom nazaj v domače okolje in bom tukaj razvijal. Zakaj? Kaj je tako posebnega v naši Sloveniji? Ja, jaz sem takrat sicer imel tudi štipendijo, to Ad Futura, ne, za študij v tujini. In jaz sem pač zelo ponosen na Slovenijo, na našo državo, da mi je omogočila in že prej študij brezplačno, ne, in potem mi je omogočila to štipendijo. Je pa pričakovala, da pridem za čas tiste štipendije tudi nazaj, ne. Kar je čist fair, ne. In sem to z veseljem naredil, ampak tudi brez tega bi zagotovo prišel, no, v bistvu to mi ni bila nikoli nobena omejitev, ker že ko smo delali recimo Formulo Student, ne, smo tekmovali na svetovnem nivoju, ne, in jaz sem videl, da mi smo lahko isto dobri kot
te v Delft, ne, ali pa te v München, ne. In samo nismo imeli toliko takrat še izkušenj, mogoče nismo imeli toliko zgodovine, ne, za sabo, ampak vedel sem, da naša sposobnost ni pa nič nižja, ne, od njihove. In tudi potem, ko sem študiral 2 leti aerospace engineering na TU Delft, sem tudi videl s časom, da jaz sem lahko na istem nivoju, kot so ostali tam, ne, saj smo pač približno enaki. In zato sem hotel pač razvijati naprej v Sloveniji, ker ni zato nobenih omejitev, ne. Danes imamo informacijsko ni nobenih omejitev, lahko dostopamo do informacij iz celega sveta. Zakaj se ne bi povezovali v našem okolju, ne. Jaz sem tudi osebno čutil itak vez domov, ne. Imel sem doma partnerko, imel sem prijatelje, vedno me je to vlekel nazaj, ne. In tako, da to je bilo zame čist, nikoli sploh nisem kaj dosti razmišljal o tem, Ni bilo dvomov. da bi ostal tam, ja. Se pa rad vračam, no. Se rad vračaš v tujino, konkretno zdaj na Nizozemsko? Na Nizozemskem sem vsaj vsake 2 leti, če ne drugače, pa tako malo za zabavo. Ali pa, ampak rad obiščem te v Delft, tam je res tako podjetniško okolje, ideje so velike, rad grem po svetu, no, sigurno. Absolutno. Razširiti obzorja, to vemo vsi, ne, ampak tudi lepo si povedal plastično, ne, tam si videl, potrdil mogoče tezo, saj smo približno enaki, nič nismo slabši, videl se v živo, ne, tudi kar tam počnejo, sem tudi jaz lahko integriram v to brez težav, ne. Kar se mi zdi zelo pomemben vidik, ne, in prinašamo širino in izkušnje potem nazaj v našo Slovenijo. Ampak mogoče zdaj ravno ta paralela se mi je utrnila, to si rekel, zelo podjetniško okolje, tak vibe je tam razvojni. Koliko imamo pravzaprav tega v Sloveniji? Po eni strani slišimo veliko dobrega o izobraževalnih inštitucijah, da so na visokem nivoju, vidimo tudi inštituti, ki so svetovno znani, razvojno. Tudi danes, konec koncev, umetna inteligenca, smo nekje blizu vrha, ne, se štrlimo ven. Po drugi strani pa precej iz podjetniške infrastrukture pa slišimo precej kritičnega. Tvoja realna ocena, glede na to, da si lahko videl to iz prve roke? Ja, tukaj je verjetno glavna težava v glavah, ker mogoče nimamo toliko radi, da nekdo pokuka iz povprečja. In zaradi tega verjetno tudi te podjetniške infrastrukture ni toliko, ne, ker mogoče smo zato malo premajhni, ne, da bi se preveč ubadamo včasih en z drugim. Tako da z tega stališča moramo mi pogledati kot na neko Evropo, kot celoto, da smo del večjega sistema in bo to dosti lažje. Tako da sigurno bi na podjetništvu, na spodbujanju, na tveganem kapitalu, ne, na spodbujanju idej in začetkov bi lahko naredili dosti več, no. To je dejstvo, ne. Opažamo vsi nekako, da mogoče to vedno brez dlake na jeziku nekako izpostavim, da podjetništvo bi lahko bilo na še malce boljšem glasu pri nas, ne. Ko bi se vsi zavedali, koliko enega razvojnega potenciala to predstavlja, tudi mladim v končni fazi, ne. In zdaj, če se vrneva spet ampak v končni fazi, tako kot si to dodal sam, je na koncu v glavah, ne, tudi posameznika. Tako da na koncu, kot se ti sam odločiš, tako bo, ne, boš že našel rešitev v podjetništvu. Če ne gre po poti A, je pot B, če ni B, gremo po abecedi do konca, če je potrebno, drži, ne. In me zanima, če se vrneva spet na mlade, ne, tiste, ki bodo poslušali to oddajo, kaj je tisto, kar bi jim pravzaprav res želel predati danes, ko naletijo na prve prepreke, ne? Kako ne odnehati, kako vztrajati, kako se obkrožiti s podobno mislečimi, bolj izkušenimi od sebe? Kaj bi jim svetoval? Ja, jaz bi svetoval, da najbolj pomembno je sodelovanje, ne. Posel in ustvarjanje se vedno dela z ljudmi, ne. Lahko tudi, če si inženir v neki tehnologiji, ne, največ dosežemo s sodelovanjem. Tako da najbolj pomembno je, da gradijo mladi odnose, ki bodo zgradili v tem času, bodo verjetno z njimi lahko celo življenje, ne, če bodo dobro zgrajeni. In to jim bo pomagalo tako takrat, ko bo treba nekaj zgraditi, kot takrat, ko se nekaj podre, ne. In to se mi zdi najbolj pomembno, ne. Drugo je pa, da je treba biti potrpežljiv, ne. Zdaj, čez noč ni nič, ne. Danes
verjetno smo navajeni vseh teh trenutnih vsebin, ves čas hitri videi, hitre informacije. Pozornost se krajša. Pozornost se krajša, ne. Ampak na koncu, saj veš, ne, vsak, ko je čez noč uspel, je prej 10 let se trudil za to, ne. Zelo dober apropos na to, ne, tudi v tem članku je lepo napisano, uspeh čez noč, ne, uspeh čez noč in pogosto nekdo, ki ni ustvarjal ničesar podobnega, ni prehodil te poti, misli, temu je pa ratalo čez noč, ne, v bistvu je pa veliko garanja in rekanja v zadju. Kaj bi rekel na to? Ja, sigurno, ne, pač graditi začneš neko, bi rekel, skozi svoje izobraževanje, ne, verjetno neko bazo svojih, predvsem interesov, ne, da vidiš, kaj te zanima, kaj te potegne, v čem si dober, ne. In potem skozi to začneš gradiš tudi odnose, ne, vse skupaj odnosi, znanje, ne. Potem, če se odločiš, da greš na podjetniško pot, je pa pač podobno, ne. Začneš, misliš, da neko tezo imaš, ne, dajmo to narediti, potem, ko pa to začneš raziskovati bolj v detajle, ponavadi ne spoznaš, da si se motil, da moraš to nekaj prilagoditi. Ampak moraš, če želiš, ne, če si to želiš, če si želiš ustvarjati svobodno, ne, potem moraš temu slediti, ne, in raziskovati naprej, ne, moraš biti dosti, bi rekel, samokritičen, reči, ok, tole mogoče ni zanimivo, ne, za trg, dajmo pogledati, kaj lahko mogoče to prilagodimo, ne, naredimo nekaj drugega. In tako gradiš neke rešitve in potem naprej tudi ekipo, ne, na isti način. Ampak če ne začneš, ne veš, ne? Če ne hodiš te poti, se ti ne more odpirati neka spoznanja in nove poti, ne? Tako da to se mi zdi en izmed ključnih, kot danes radi rečemo, take-awayov, ne? Drugi pa zagotovo, verjetno res najpomembnejši, kot sam poudaril, odnosi, medčloveški odnosi. Jaz vedno pravim, ne, tudi pri mojem delu je to pomembno, pri nekem osebnem znamčenju, a ne, delaš z ljudmi, a ne. Ne glede na to, a je B2C, B2B, na koncu je ta human to human, ne. Odnosi, skupnosti in v bistvu pravzaprav zelo zgovoren dogodek ali nekako preplet dogodkov je ravno tvoj, ne, ko si se z gospodom Knezom spoznal, ti on odprl vrata in se je pač ta zgodba potem naravno odvila, ker si že toliko časa prej gradil nek odnos, ne. In mislim, da je to tudi dobra popotnica za konec najinega pogovora. Če verjamem, da si marsikaj mladim danes dal, da je tvoja zgodba neka inspiracija, ne, danes ste 20 ljudi plus minus na trgu, osvajate nove trge, razvijate še vedno tako zavzeto kot na začetku in Dino, želim ti res vso srečo pri nadaljnjem razvijanju. Verjamem, da bomo še veliko zasledili, prebrali o tebi, mogoče te pa čez nekaj časa spet gostim, ko boste nekaj novega razvili, ne. Hvala, ker si bil moj gost. Najlepša hvala, Damjan, za to priložnost. Bilo mi res v veselje deliti zgodbo s tabo in z gledalci. Hvala. Drage gledalke in gledalci, še ena oddaja Potencial moje mladosti je prišla k koncu. Moram reči prav na žalost, ker sem v tem pogovoru zares užival. Veliko koristnega, dobrega smo razkrili, razgrnili, ampak seveda nas čakajo tudi novi zanimivi gosti in nove zgodbe, iz katerih se lahko vsi učimo. Hvala, ker nas spremljate in se vidimo v naslednji oddaji Potencial moje mladosti. Hvala lepa.